Bodoči oče uživa v večernem izhodu, vendar se ne bi vrnil domov. Tip je nezavesten. Tip je nezavesten, ta tip in ta tip sta se tukaj stepla, potem pa so prišli policisti in jih odstranili. Mislili smo, da je konec, potem pa so se vrnili. Razlagamo, kako je en sam udarec povzročil usodne posledice. Prosim, punca! Vidim te tam noter. Kaj? Boš odgovoril na nekaj mojih vprašanj? Ne, v redu. To je Law and Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeta Milner. To je primer, ki smo ga prvič predstavili v oddaji Inside the Crime oktobra lani. Morda se ga spomnite. Skupina 5 ljudi je bila aretirana, vendar je bil le eden obtožen umora, potem ko je policija povedala, da je žrtvi v pretepu v baru nepričakovano zadal udarec. Pridobili smo tudi posnetek s telesne kamere, ki prikazuje dogajanje po dogodku. Je 11. oktober 2025. Smo v Scottsdaleu, Arizoni. Ura je 20:02 zjutraj. Ko policisti policijske uprave Scottsdalea posredujejo v baru z imenom Paddy's First Avenue Lounge. In moški leži nezavesten na pločniku. Tip je bil nokoteran. Ta tip in ta tip sta se tukaj stepla. Potem smo poklicali policijo, da sta jih odstranili. Zadeva je bila zaključena. Potem pa so se vrnili. 6. Potrebujem še nekaj enot. Zdi se, da je nekdo bil napaden. Tukaj imamo veliko oseb. Potrebujemo policijo tukaj. Ni ti treba biti tako resna glede policije. Pravkar sem imel še 2 druga, tako da vse skupaj izgleda lepo in tako. Mislim, da bo to povezano z 2 osebama, ki smo jo imeli v uličici za stavbo z kapami LA Dodgers. Vidi sem. Po New York tekma nimamo nobenih stol. Smo v New York tekmo, zdaj odhajamo. Hej, prijatelj, lahko sedeš? Sedi. Nisi dober človek. Hej, Sedi. Kaj počneš? Gremo v avto, brat. Hej. Pripravljen sem. To ni dobro. policija iz Scottsdalea je žrtev identificirala kot Thomasa Pitotolo, vendar Thomas ne izgleda, kot da bi bil nezavesten. Zdi se tudi, da ne diha. Sploh se ne odziva. Ne vem. Hej, rekel sem ti, da bo nekdo to naredil. Ne jemli tega. Ne, to je dobra zgodba. To je dobra zgodba, brat. Vsi vi se raj pripravite. Ne, raje se vrnite v boj. Vi ste vsi slabi, vi ste vsi tam zadaj v ognju. Ja, poglejte to. Stari. Ni nič računalnik. Je nezavesten. Jo, vem. Nimam pojma, ampak nujno potrebujemo gasilce. Je on resničen? Ja, daj začnemo to delati. Ja, pripeljal sem ga noter. Oživljanje. Naj ti pomagam. Tukaj. Smrzujem. Napredek. Naj ti pomagam. Tukaj zunaj. Ne vem. Bila je knjiga. Koliko časa smo bili spodaj? Ne vem. Koliko časa si tukaj? 2 leti. Ne vem. Ne vem. Ne vem, ja, ti boš. Pritisk je res velik. Ja. Pojdi v živo. Ne vem. Kar nadaljuj. Kmalu po prihovalnega vozila na kraj dogodka policisti preusmerijo svojo pozornost na preiskavo. Po pogovoru s pričami izvejo, da je na parkirišču bara izbruhnil ogromen pretep. Tako smo ga našli, bil je moder v obraz. Pošli iz poročila. Kje točno je? Imaš kakšno idejo? Kaj se je zgodilo? Mislim, da so ga napadli. Razlog, zakaj mislim, da je povezano s fanti iz Dodgersov, je ta, da imamo tukaj modro kapo Dodgersov. Modra kapa je tukaj, ne vem čigava je, tam imamo enega pridržanega. Je vpleten. In še enega, vsi so ga obkrožili. Tako da predvidevam, da so nekako povezani. Ampak za zdaj se zadržujemo tukaj. Brnero je na tistem klicu. Kdo je bil na zvezi, nimam pojma. Tam smo bili zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ker so rekli, da so se ljudje pretepali zadaj pri Paddyju in so imeli modre kape Dodgersov. In tukaj je modra kapa Dodgersov in bil je še en posameznik z modro kapo Dodgersov. Opisani so bili kot Hispanci, tako da ne vem, če so dejansko povezani, ampak zato sem mislil, da so. Nisem prepričan, če je to povsem povezano.
Razlog, da sem to omenil, je, ker imamo tukaj dve osebi. Eden od njiju ima modro kapo Dodgersov, hispanski moški, in potem je še ena kapa LA Dodgersov na tleh. Zakaj si krval? Ker je bil moj najboljši prijatelj na tleh in sem prišel posredovati glede tega, kar se dogaja. In poskušali smo priti do našega cilja, do našega Uberja. Ta gospa na ulici je mislila, da jo poskušamo nadlegovati, ampak v resnici smo samo poskušali priti do ulice, kjer nas čaka naš Uber. In takrat so nas njeni prijatelji, njeni moški prijatelji, vprašali, zakaj jo skušamo odriniti. Ampak jo sploh nismo skušali odriniti. Dobesedno smo samo poskušali priti mimo. Odkar smo se nazadnje pogovarjali zadaj, smo samo čakali na Uber, da bi prišli domov. Točno to se je zgodilo. Obljubim. Kdo te je udaril? To je bil temnopolti moški. Kje? Nimam pojma. Zvija kot samojec. Zdi se, da ima pica. To je vse, kar vam lahko povem. Policija je kasneje žensko, na katero se Tomasov prijatelj nanaša, identificirala kot 27-letno Kristo Molino. Po poročilih naj bi se potem, ko se je Krista začela prepirati z žrtvijo, umešala njena prijateljica. Bili so identificirani kot Julius Husser, Tony Becker, Mark Whitford in Drew Manesis. Policija pravi, da sta Thomas in njegova skupina, ko so se odpravili proti svojemu Uberju, bila zasledovana strani druge skupine. In takrat naj bi eden od moških udaril Thomasa in ga vnesvestil. Tako da smo fante odstranili, potem pa so se vrnili in se zunaj pretepali, pravzaprav so bili celo agresivni do ene od mojih uslužbenk. V redu. Potem so se spet vrnili po še več in se ponovno sprli. Torej je to verjetno že tretjič, da so se zapletli v pretep. Vsi trije. On, tisti na tleh in še tretji. Vsi trije so se celo noč tukaj pretepali. V redu. Nažalost, tretjič ste govorili z njim. On je govoril z nami. Jaz prej nisem govoril z vami. Ne, on je govoril z dvema različnima policistoma. To je bilo neverjetno. Ja, to sploh nisi bil ti, s katerim je govoril. Ampak oprostite fantje. Morda sem malo zakričal, ko je odpeljal stran, gor. Reda si. Konec koncev smo samo poskušali priti domov. Moj najboljši prijatelj je na tleh, ima napad, zato samo poskušamo priti domov. V redu, trenutno izvajamo življenje na njem. Ja, razumem to in to sploh ni tisto, kar sem si želel. Zakaj potem povzročaš prepire? Gospod, sploh nismo govorili o vas. Nisem se hotel tebe, nočem se tebe, sploh nisem tukaj. Tukaj sem samo na počitnicah. Kdo ga je torej udaril? Eden je od? Tistih temnopoltih fantov, le. Kje so? Gospod, stopil sem. V primer. Kot upam, da lahko vidite, razumem vsako posamezno vprašanje, ki mi ga postavljate. Ne lažem, tukaj sem in poskušam sodelovati z vami. Kot sem rekel, sem samo poskušal priti do točke, kjer nas pobere Uber. In samo poskušamo priti domov. Ta ženska je mislila, da jo nadlegujemo. Nadlegovati v smislu, da smo želeli začeti pretep. Kar pa nismo. Kot veš, pred njo in je to zamenjala za naš poskus. Prav. Vsi tisti varnostniki pravijo, da ste povzročali težave celo noč. Gospod, V trenutku, ko ste povzročili nekaj težav, smo odšli. In v tistem trenutku so vaši sodelavci zadaj nam govorili, naj odidemo. Zakaj ste potem jezni? Rekel sem vam, da poskušamo priti nazaj. Torej ste jih pustili tam zadnji, da ste prišli sem. Imate pri sebi posebno izkaznico? Da, gospod, imam, ampak ali sem aretiran? Tega še ne vem, pokažite mi svojo osebno izkaznico. Zahtevali so, da izstopimo. Uber naj odpelje stran. Torej, to je še vedno njihova lastnina? Ja. Ne, razumem to. Nismo še ugotovili, kje bo Uber. Razumem, ampak če vam rečejo, da morate oditi, morate zapustiti njihovo lastnino. To je še vedno njihova lastnina. To je bil vhod. To je še vedno lastnina. Vseeno. Jazz Toe. Parkirišče tukaj, to je tudi njihova lastnina. Čakaj, ja, hodimo. Po pločniku. Te hodimo po pločniku. Se kopamo. Ampak vi niste zdaj na cesti. Ampak, ko poskušamo priti do našega Uberja, to je problem. Oprostite, ker nismo šli čez cesto in se samo odpeljali do našega Uberja. Samo poskušali smo prečkati cesto. Takrat se je ženska začela prepirati z nami. In nismo imeli pojma, kaj se dogaja, dokler njeni prijatelji niso mislili,
da posegamo v njen prostor. Tomažev prijatelj pristane na zadnjem sedežu policijskega avtomobila, vendar morajo policisti še vedno najti domnevne napadalce. Prosijo Tomaževega prijatelja, naj jim podrobno opiše vse od trenutka, ko so vstopili v Pedis, do izbruha pretepa. V redu, korak za korakom, povej mi točno, kaj se je tukaj zgodilo. Odhajali smo iz Pedisa, ki je čez cesto. Je tukaj čisto blizu. V redu, torej, bar na tisti strani, kakorkoli se že imenuje, tisti bar na vogalu. V redu. V redu, potem smo samo poskušali najti svoj Uber. Tako smo hodili po tej poti. In takrat smo prišli do vhoda tega bara. In ta ženska ji ni bilo všeč, da smo samo poskušali iti mimo. In takrat so njene prijateljice pristopile k meni in še dvema prijateljema. V redu. In stvari so se zaostrile, ker so imele občutek. Počutile so se, kot da jih iz nekega razloga izzivamo. Kar pa nismo. Mi smo dobesedno samo poskušali ubiti te ljudi, oni pa so pili same žaljivke. In takrat so se stvari nekoliko zaostrile in takrat so oni preprosto jazz. Mislim, da bi uporabil besedo moj prijatelj. In takrat so stvari prešle v povsem agresivno stanje. Ko rečete prijateljice ženske, govorite o več temnopoltih fantih in moških, ki so bili tam? Da, gospod, prav, da, gospod. In takrat smo nekako posredovali, ker je to očitno naš prijatelj. In takrat so nekako udarili mojega prijatelja v obraz. In potem smo si rekli, čakaj, kaj? Nismo niti vedeli, kaj se v tistem trenutku dogaja. In takrat so kar vsi drugi prijatelji nekako prišli od nikoder. Ali jih lahko opišeš? Gospod, mislite, kaj so nosili? Eden od njih se je zagotovo smejal in imel čop. A veste, kaj so nosili? Mislim, glede oblačil. Mislim, da je imel nekako belo srajco, ampak veliko to mislim na tistega mehkega s čopom. Eden je bil, mislim, temnopolti tip z dredami in eden je bil bolj močan tip. Bil je visok, okoli 180 cm, tehtal je okoli 95 kg in bil je precej nabit. V redu. In kot... On je tisti, ki me je udaril v obraz, on je tisti, ki me je udaril v obraz, ker nisem vedel, kaj se dogaja. Če bi jih videl, bi jih lahko prepoznal. Iskreno, želim si, da bi jih lahko, ampak jih ne bi prepoznal. Resnično. Prav, želim si, da bi jih lahko. Ne bom lagal, veš, ker če se moj prijatelj tam bori za svoje življenje, res si želim, da bi lahko, ampak verjamem tudi v zakon in ne bi želel nekoga po krimen spraviti za zapahe. Ampak lahko bi poskusil, ampak jaz, Ali lahko, ali pa ne moreš. In kot sem rekel, trenutno nisi areteran, samo pridržan si. Ja. Tukaj je prišlo do še enega pretepa, zato si na zadnjem sedežu policijskega avtomobila, prav? Ne, ja, ker si areteran, razumem, da nočeš, da bi jaz naslednji pretep še dodatno razpihoval. Je bolj kot karkoli drugega šlo za posel, bolj gre za to, da lahko grem tja in jim pomagam. Ne gre za to, da bi ti koga razburjal. Gre za to, da lahko grem tja in jim pomagam. Ampak te ne morem pustiti samega. Prav? Sam počakaj, prav? Hvala še enkrat. Oprosti za vse. Vse je v redu. Ja, daj mi znak. Ja. Mislim, da jih še vedno nekaj delamo. V redu. Zdaj gre v bolnišnico, še nimam nobenih novic o njem, prav? Družina Tomasa je kasneje razkrila na strani GoFundMe, da je umrl naslednji dan, 11. oktobra. V čustvenem zapisu je njegova družina zapisala, citiram: Bil je žrtev neizvanega nasilnega dejanja, ki mu je prezgodaj vzelo življenje. Njegova smrt je pustila praznino v naših srcih in zavedno spremenila prihodnost njegove žene ter njunega otroka, ki bo prišel na svet že čez nekaj tednov. Tomasova žena je kasneje rodila njunega prvega otroka, dečka. A ne moreš si kaj, da ne bi pomislil, da je tisto, kar bi moralo biti poseben trenutek za dva novopečena starša, zdaj postala srce parajoča tragedija. Njihov otrok bo zdaj odraščal brez očeta ob sebi. Policija v Scottsdaleu pa je ta primer na koncu obravnavala kot uboj. Torej, preskočimo zdaj na 22. oktober, ko oboroženi policisti potrkajo na vrata enega od osumljencev. Ne vem. Ne vem. Ne vem.
Ne vem. To je tiho, hej. Tiho. Punca, vidim te tam noter, težava z raketo. Dvignete roke in bodite mirni. Hvala, ker ste prišli. Prepričana sem, da lahko. Vidite od zunaj, prepričan sem, da lahko vidite od zunaj, ima vaše 4 okraske v naravni velikosti za noč čarovnic. Zato ne bom odnehal. Ali se aktivirajo na gibanje? To je Liga kavbojk. Pirati morja raziskujejo. Morda bo zanimivo, kaj je tista postava. Policisti aretirajo 24-letnega Drewa Menendeza, vendar ni edini. Policisti aretirajo 27-letno Kristo Molino, 27-letnega Juliusa Husserja, 26-letnega Tonija Beckerja in 23-letnega Marka Whitforda. Mark, Julius in Toni so bili obtoženi hujšega napada in napada. Krista je bila obtožena napada in nedostojnega vedenja, vendar tožilci pravijo, da je Drew edini, ki je obtožen umora. Preiskovalci so ugotovili, da je bil on tisti, ki je Tomasa udaril v glavo iz zasede. Po udarcu je padel na pljučnik, zaradi česar je z glavo in vratom udaril ob beton. Ko je Tomas ležal na tleh, so ostali 4 moški domnevno začeli napadati Tomasove prijatelje. Law and Crime je pridobil zaslišanje Drewa Menendeza, vendar, kot boste videli, to ni ravno zaslišanje. Torej, Drew, še enkrat, želel sem ti povedati, kdo sem. Sem detektiv Lee, to je detektiv Nolan. Delava za policijsko upravo v Scottsdaleu. Delava posebej v enoti za nasilna kazniva dejanja. Razlog, da si danes tukaj, je zaradi dogodka, ki se je zgodil na parkirišču poleg Pedisa 11. oktobra okoli 2:15 zjutraj. V redu? Si razumel vse, kar sem ti pravkar povedal? V redu. Torej, midva sva detektiva. Želela bova govoriti s tabo o tistem incidentu, ampak ker si bil areteran in si v zapornem stanovi, nisi svoboden, da bi odšel. Ne moreš vstati in oditi skozi vrata. In želiva ti postaviti vprašanje o tem. Zato ti morava prebrati tvoja tako imenovana Mirandine pravice. Ali veš, kaj so Mirandine pravice? Ti jih je že kdo kdaj prebral? V redu. Ali mi lahko vsaj, vem, da zmajuješ z glavo, ampak mi lahko vsaj poveš zda ali ne, če to razumeš? Ja, v redu, dobro. Torej, prebral ti bom tvoje Mirandine pravice, potem pa lahko nadaljujeva. Imaš pravico molčati. Vse, kar poveš, se lahko uporabi proti tebi na sodišču. Imaš pravico do navzočnosti odvetnika, ki ti lahko pomaga pred zaslišanjem in je zate prisoten tudi med zaslišanjem, če to želiš. Če si odvetnika ne moš privoščiti, imaš pravico, da ti ga dodelijo pred zaslišanjem. Ali razumeš te pravice, gospod? Ja. V redu. Zdaj, ko si bil seznanjen s temi pravicami in jih razumeš, boš odgovoril na nekaj mojih vprašanj. V redu. Zdaj, je to samo, ne želite odgovarjati na nobeno vprašanje? Ali ne želite govoriti z odvetnikom, ali samo ne želite odgovarjati na nobeno od mojih vprašanj, detektiv? Ja, počakam na odvetnika. V redu. Ker Drew trenutno ni želel govoriti z detektivi, so nadaljevali in zbrali forenzične dokaze, kot so brisi za DNK in podobno. Zdaj bomo naredili še to stran. Ja. In potem še enkrat. V redu. Glede tega dogodka ti ne bom postavil vprašanj, ali imaš kakšne poškodbe, za katere veš, da so nastale v tem dogodku in bi želel, da jih zate dokumentiram. Ni? V redu. Bi lahko potegnil rokave malo gor, da si lahko ugledam tvoje podlakti? Obe, katero koli želiš najprej, ti v redu, ampak ja. Vem, da si tam kar mišičast, zato bo težko potegniti rokave više, ampak cenim, da si jih dvignil tako visoko zame. V redu, isto stvar, roke tako iztegnjene. In jaz bom samo posnel fotografije tega. Se lahko prosim obrneš?
V redu, lahko sedeš. Takoj se vrnem, samo nekaj brisov bom naredil. Ja, mislim, da bomo to pustili gor. Tukaj je malo toplo. Prav. Torej, naslednja stvar, o kateri smo govorila, so tisti ustni brisi. Tako kot sem ti povedala in kot sva ti pokazala tukaj. To so bombažni brisi. Je kot ta majhen plastičen zaščitni aplikator. Ni ti treba narediti ničesar. Vse, kar moraš narediti, je, da odpreš usta in potem ga zaprem noter. Tako preprosto. Prav? Okay. Samo prosim, odpri usta. Ni ti treba? Ja, prilepim ga na to. Celim, da si to naredil. Torej, od zdaj naprej bo šlo takole. Vrmo se boš v celico, potem pa te bodo v naslednjih nekaj urah premestili v okrožni zapor v središču Phoenixa. Moral boš pred sodnika, kjer te bodo na obravnavi seznanili z eno točko obtožnice za umor druge stopnje in eno točko za hud napad. V zvezi s tistim incidentom, o katerem so prej govorila. Imate kakšno vprašanje zame, gospod? Potrebujem le odgovor, da ali ne? Ne, v redu. Drew Menezes je pripeljan nazaj v svojo celico v zaporu okrožja Maricopa. Med svojim prvim zaslišanjem naj bi Drew sodniku rekel, da je bila to slaba noč. Stvari se sploh niso smele zgoditi tako. Ni bilo nobenega zlonamernega namena. Sodnik mu je določil $1 milijon varščine v gotovini. Spletni zapisi kažejo, da je primer Drewa Menezesa še vedno odprt. Vendar naj bi bil trenutno izpuščen iz zapora pod nadzorom. Sojenje je načrtovano za letos. Hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo spet tukaj naslednji teden z novim primerom.